Tole fotografijo ste vi fotografirali. Oktobra 1944 na vrhu Triglava, ko ste obesili slovensko zastavo. Koliko časa je pa ta zastava visela? Ste jo pustili, da gor visi? Da gor visi. In dolgo je visela. Ampak kaj je bilo pol kasneje, somladnike so dvakrat naredili nalet Nemci, avioni. Na Triglav? Ja, da se streljili zastavo dol z avioni. Se streljili, da bi jo. In niso uspeli. Niso uspeli? Potem niso uspeli. Torej, še enkrat, da smo mi prišli sploh na Triglav, je glavna zasluga teh partizanov Bohinjcev, ki sta bila kurirja na Primorskem, iz Primorskega, iz Gorenjskega odreda, ampak naši so hoteli imeti vezo, kaj se tam dogaja na Primorskem, in so kot kurirja prišla spet nazaj, pa poročala, kako je, kaj se dogaja in tako naprej. Hec je bil, ki je rekel Bogomir Tavčar, ti bi že verjetno že 100krat na Triglavu, ti boš šef, ti boš zadolžen, da to izpelješ. In sem šel v Bogen, tisto komando. A ja, pa še mi niče rekel, dobro bi bilo, Tavčar, da bi v tej vaši pohodni grupi imeli tudi še kakšno žensko, partizanko. In smo tudi v Bohinju, v Bohinju so prišli Vlasta, pa še ena ime. Zastava je pa ena sešila iz Grjuš, tam imam vse napisane nekaj event iz Grjuš, ki pa za malo, da je vsa naša pobuda ni uspela, ker od 3 zastav, ali plava, ali bela, ali rdeča, eno barvo ni mogla dobiti. In je vseh v trgovini, tajno seveda, vse. In ne vem, ko je zadnji moment je dobila, kjera barva je bila, ne vem, ampak potem je sešila, na določen dan je prenesla v odred. Torej, mi smo organizirano tam nekošo, stajo planinsko, svoje prostore, smo tam da bo tam prespali lepo, zjutraj pa pohod. No in naenkrat smo okrog koša, pa na planinska, ko bi rekel, začuli ponoč korake in smo rekli, da je pa konec. Zdaj smo obkoljeni, so Nemci in smo se zbrali pred vrati, vsi na komando, da bomo ven tršili in da bomo ven zbežali vsak v svojo smer. Tako je bilo, ven trešili, vsak nekaj tam, ven zleteli in naenkrat tišina. Potem smo bili tiho, čakaj, kaj bo. Se je pa zaslišal na eni strani glas, kdo je tam? Slovenski glas. Kdo je tam? Mi pa razaj, kdo je pa tam? On pa partizani. Kakšni partizani? Partizani, ki držimo kurirsko vezo z Korenjska za Primorsko. Prestala ta kurirska veza in seveda vsi srečni, en počas prišli drugemu, povedali, spet šli nazaj tam, ki smo
se locirali, šli nazaj, kam gremo. In da kaj lahko pomagamo, kako pa. Tam sta dva rekla, sem že, ne vem, 5-krat, enkrat, 7-krat na Triglavu, vse vem. Pa sem pa rekel, dobro, a gre se lahko znam, jaz se vas bomo vodiči. In tako je bilo, potem smo se pa zjutraj zbudili, po noč pa zapadlo veliko snega. In smo rekli, da zdaj našega tega pohoda je pa konec. Sta pa tista 2 ali 3 bohinjca rekla, nič ni po koncu. Dva sta že 100-krat na Triglavu, vse vejo, bomo probali. In smo šli potem z te planine po smer proti Triglavu, prišli pod Krilav, klini zasneženi, bohinjci ta prvi naprej, iz klincov so sneg dol podrzali in tako naprej. In nas varovali, da smo počas preko tistih klinov prišli tako srečno do Triglava, zastavo obesili, tam na strelovol, kaj je že bilo, tako vizdi se, koliko lepo plapola. Vse to je uspel narediti, potem je bil pa problem za nazaj, en veter, pa mraz, klini za nedeli. In sploh ne vem, kako vsi smo uspeli priti nazaj in nazaj na dolino v svojo bazo, ki je imel bohinjski odred, planine in tako naprej. Potem smo jih poklicali od komandantov, sprejetve in tako. Jaz sem pa rekel, jaz sem imel s sabo aparat, imam pa vse slikano in to je tle od slik. To je ta epizoda. Kar je uspel, zakaj pa smo nesli gor Triglav? Komandant Milč je rekel, zgodila se je velika stvar. Beograd je v čast počastitev osvoboditve Beograda. Enkrat sem bil na Narodnem polju po vojni, sem tudi vse podal poročilo in sem tudi to povedal, da je za nas težek bil udarec, da nismo priznani zaradi tega, ker ni bila izobešena na torno Aljaževega stolpa jugoslovenska zastava, ampak naša sloveniška zastava. In tako naprej. Jaz sem bil takrat pa že aktiven, počinu sem bil kapetan, delal v tovarni letal, Ikarus. To v Zemunu? Prosim? V Zemunu? Ja. In čakal, so toliko obljubili, da bodo počasni, vsi počasni građani Beograda. Razumete? Ja, da boste častni občani Beograda, ker ste nesli zastavo na Triglav, ne? Besplatno vožnjo, tramvaja, sve ćete imati. No, in pa sem, ne vem, čez koliko časa poklicali, sem mislil, da zdaj gremo po nagrade. In to je bilo pa najtežja situacija, se spomnim, pa še danes za mene, so bili tam tisti iz CK-ja in tako. Žal nam je Tavčar, druži kapetane, jako nam je žal, a šta je? Od svega našega običanja ne može biti ništa. Sem rekel, šta se je desilo? Pa mi niste nosili našo jugoslovensko zastavu.
na Triglav. Vi ste odneli vašu sloveniško zastavo. Sem rekel, pa je to naša zastava sloveneška, a je naša zastava jugoslovanska. Ne, nije to naša zastava. Mora biti ne srpska, niso rekli srpska, je jugoslovenska zastava in žal. In vsega tega ni bilo, nič nismo dobili. Nikjer eno pismeno, nič, vse je padlo. Katero leto je to bilo? Se spomnite mogoče? 47. Koliko? 47? Ja. Takrat je bil Beograd, torej ta zastava je, Milče je komandant to hotel proslaviti. Takrat je bil Beograd osvobojen. Zato ste šli na Triglav? Zato smo šli na Triglav. Počestimo veliko zmago NOB-ja, konkretno v Srbiji. Beograd je pao v roke partizana. In ta direktor aerodroma, Zemunik, pisal je se Savatija, je rekel, Tavčar, stvarno nam je žal, da niste vi dobili obečana priznanja. Sem rekel, tako je izpalo in tako se je to končalo.